Na območju Rake ugotavljajo povečano število učencev, zaradi česar na tamkajšnji osnovni šoli nastaja prostorska stiska. Trenutno primanjkujeta 2 učilnici. Nekaj časa smo že iskali rešitev, kako bi to zadevo in ta problem rešili. Namreč težava je v tem, da nimamo prostora, kjer bi lahko celoten objekt širili. To smo potem prišli do ideje, da bi ga širili pravzaprav na območje atrijev znotraj obstoječega tlorisa, tako da bi za to narejen tudi projekt in računamo, da v letošnjem letu, nekje v juliju in avgustu, bi lahko to modernizacijo oziroma spremembo tudi naredili. Celotna investicija bo znašala okoli 260 tisoč evrov. Za naložbo občina pričakuje 43 tisoč evrov nepovratnih in 21 tisoč evrov povratnih sredstev na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, preostali del sredstev v višini 196 tisoč evrov bo občina zagotovila sama. S tem bodo za prvo silo rešeni problemi s prostorom v tej šoli, kjer zdaj otroci gostujejo po različnih prostorih, tudi izven samega šolskega objekta. Potrebe po nadaljnji širitvi šole se zaenkrat ne kažejo. V bistvu bolj zabeležimo migracijo, se pravi med različnimi deli občine. Ena območja se nekoliko razseljuje, druga pa priseljuje, tako da neto učinek na prebivalstvo občine je sicer približno 500 novih ljudi v zadnjih 2-3 letih, ampak večinoma so to starejše osebe, tako da ni tako veliko teh prirasta malih otrok, tako da število se giblje nekje približno v istem številu, vendar je pa, kot sem rekel, problem so migracije iz enega dela občine v drug, kjer je mogoče malo bolj prijetno bivanje in zato pač so nekje nastajajo problemi, druge se pa prostor sprošča. Šola je sicer v dobrem stanju, saj so jo v letu 2011 obnovili. Praktično zdaj od vseh obnov šol nam ostaja samo še novogradnja šola dr. Mihaela Roslohar, vse ostale šole pa so bolj ali manj obnovljene, pa potrebno je omeniti tudi za novogradnjo 3 oddelkov v osnovne šole Leskovec v Velikem Podlogu, ki je tudi načrtovan, ne bi bil začet letošnjem letu.